N1 podcast s Suzano Lovec. O zakulisju olimpijskih iger in zakulisju športa bomo danes govorili. Dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke, z mano sta dva nekdanja vrhunska športnika, močno vpeta v šport še danes. Sara Isakovič, srebrna na olimpijskih igrah 2008, torej nekdanja plavalka, sicer 3-krat bila na olimpijskih igrah, evropska prvakinja, slovenska rekorderka, diplomirala in magistrirala iz psihologije, veliko se ukvarjate s psihologijo športa. Živijo, dobrodošli. Hvala. In Rožle Prezelj, nekdanji atlet, slovenski rekorder v skoku v višino, finalist olimpijskih iger 2008, sicer 3-krat na olimpijskih igrah, doktor prava tudi in sicer tudi varuh pravic športnikov. Dobrodošli. Dober dan, Živijo. Torej, olimpijske igre, pariške olimpijske igre se počasi bližajo koncu. Danes je petek, ko to snemamo. Ne vem, ali je bilo kdaj že toliko tako fascinantnih zgodb, ki smo jih gledali na olimpijskih igrah, saj meni se tako zdi, katere bi vidva izpostavila, kateri se vam zdijo neki presežki skozi vajine oči, ki bi jih vidva izpostavila kot nekdo, ki je že bil na olimpijskih igrah. Sara? A jaz prva. Jaz bi se rada dotaknila tega, da imamo še, tudi v igri, tri ekipe in prvič v zgodovini žensko ekipo na olimpijskih igrah, tako da sigurno te olimpijade ne bom pozabila potem, da je res toliko veliko športnikov še več šlo na olimpijado, ki je v bistvu nosilo to našo slovensko zastavo in nas predstavljali, in jaz vem sama kot športnica, koliko to veliko pomeni, ko je zraven še ekipa. Ne vem, če se spomniš, 2008 smo imeli kakšno ekipo zraven, ampak 2004 so bili rokometaši z nami. No, in se spomnim, kakšen ekipen duh pripelje kolektiven šport v reprezentanco. In sploh si ne predstavljam, koliko to mora biti dobro, da imaš 3 ekipe. Tako da sem zelo ponosna, da tudi na tem predelu v bistvu zelo napredujemo. In se veselim, da v bodoče bo še več kolektivnih reprezentanc šlo na olimpijado. Rožle, povejte. Jaz moram tudi reči, da jaz sem tudi to malo izkusil, tako kot je Sara rekla, ker sem bil tudi zdaj na olimpijskih igrah in sem tudi bil v vasi, tako da je bila res vzdušje, je bilo super. Zdaj, kar se pa tiče teh zgodb, je pa res, da se mi zdi predvsem zdaj mogoče tudi zaradi vsega tega razmaha teh socialnih omrežij, se mi zdi, da so te olimpijske igre res posebne, tak občutek imam, kot da je to v bistvu en res tak šov, da v bistvu vsak neko svojo priložnost išče. Videli smo tudi prek teh spletnih, rečemo, socialnih omrežij, pa spletnih, koliko je v bistvu neke te dinamike iz vasi ven, noter, koliko je v bistvu tega nekega zakulisja, tudi recimo kakšna prisotnost je teh, rečemo, superzvezdnikov, rečemo iz drugih področij v Parizu, tako da v bistvu se mi res tako ena tako po občutku, ko zdaj dobivam, tako kot zunanji opazovalec, se mi zdi, da je to tako kot neka taka uvertura v te olimpijske igre v Los Angelesu, kjer bo po mojem to nek tak hollywoodski šov, imam jaz občutek, da tudi malo zdaj vidimo že, da se malo že stvari obračajo, recimo urniki bojo malo drugače, zdaj zgodovinsko je bila atletika vedno drug teden, zdaj so v to obrnili, tako da mislim, da je to ena taka res, tako ena stopnica naprej, tudi tako se mi zdi, tudi pred olimpijskimi igre je bila tako v bistvu cela napetost, že tako v bistvu sam, da si odprl internet ali pa televizijo, je bilo v bistvu res tako v bistvu, kot da se je prej svet ustavil, tako kot sicer žal vojne se niso, tako kot je bilo značilno za antično Grčijo, ampak je pa res tako, je pa res en tak status quo nastal, zdaj med olimpijskimi igrami se zdi, da je vse tako malo obstal, pa vsi sam v eni stvari govorimo, žal res sicer, da ta druga stran se ne spoštuje, ali pa v bistvu ta tradicija olimpijskih iger antičnih se ni ohranila, ampak upamo, da bo tudi tukaj v prihodnosti tudi to se spoštovalo v času olimpijskih iger.
Oba sta bila v Parizu, ne, v minulih dneh. Sara, vi ste mi rekli, da nobenih ne želite zamuditi, ne? Olimpijskih Ja, iger. niti slučajno. Ja. Kaj šele na evropskih tleh. Ja. Ja, dvorni let iz Ljubljane. Veš, veste, da sem izkoristila za to, da sem šla gledati svojo paradno disciplino 200 kravl, pa še ženski rokomet, pa se malo imeti fajn, ja. Rožle, vi ste bili pa tam v bistvu z atletinjo, ne, z atletinjo, ki jo trenirate, Lijo Apostolovski. Ni bila zelo uspešna, ampak kaj recimo se vam je pa zdelo tako z njenega vidika, kaj vam je pa ona pripovedovala, kako se ona počuti v bistvu na teh olimpijskih? Ja, zdaj, mislim, da olimpijske igre je en tak velik dogodek, pa v bistvu tudi en tak poseben dogodek, tako da jaz mislim, da to vse pride pol za tabo. Jaz mislim, da zdaj ta trenutek v teh občutkih je zelo težko govoriti, je pa res, da se verjetno bo tudi Sara to znala potrditi tam, ko prideš na olimpijske igre, v bistvu ta vas je res ena stresna situacija, zelo fejst. Tako da v bistvu problem je tudi to, ali pa iz vidika športnika, ki je prvič na olimpijskih igrah, je to, da se ti v bistvu na to situacijo niti ne moreš pripraviti, ker si itak ne predstavljaš, kaj to pomeni. Ne, in iz tega vidika je to, poleg tega je zelo tako se mi zdi tudi v olimpijski vasi ali pa tudi na samu pripravi na olimpijske igre ena taka ena elektrena situacija, kjer v bistvu je zelo, zelo, zelo težko v bistvu kontrolirati vse dejavnike okoli. In tako zelo pomembno je, da se pol takrat, da se znaš pravilno obrniti. Je pa res, da je to pač, bom rekel, tako kot bolj srečno splet okoliščin kot ne. Tako, da bi zdaj načrtno se na to pripravil, se pa malo dosti težko, če nisi bil tam še. Veliko je nekih dejavnikov pa okoliščin, ki se jih gledalci, ko gledamo preko televizije, v bistvu ne zavedamo, kako je biti kot športnik tam. Jaz sem recimo brala v Washington Postu včeraj, že samo to, kar mi kot gledalci ne pomislimo, jet lag. Veliko tistih športnikov, ki pridejo z drugega konca sveta, se morajo pripravljati na to, da bodo normalno spali. Nekateri ne spijo normalno, oziroma ne spite, ko ste šli pač nekam. In potem so te tehnike, ali da prej premaknejo si ritem, ali da na zalogo spijo, vse druge te spalne rutine. Torej, to je zelo pomembno. Ampak sigurno, jaz vem za ameriško plavalno reprezentanco, oni so bili na reki že 10 dni pred Parizom na teh pripravah in verjamem, da že do Pariza so nekako zamenjali ta ritem, ampak sigurno pa vrhunski športniki, ki konstantno potujejo skozi po celem svetu, ne glede na to, na svetovna prvenstva, na kakšne univerzijade, v Evropi jih ne, ampak se že skozi celo kariero na to navajamo. V bistvu pa redko kdo ve, koliko je naporno biti v olimpijski vasi, v smislu, kakšna organizacija je to. Rokometašice, pa naši rokometaši, odbojkaši takrat, ko so zjutraj igrali, ob 5 zjutraj vstaneš, zato da si pripravljen na tekmo ob 9 zjutraj. Preden prideš ti peš do jedilnice, da tam ješ, da greš potem na avtobus. Ta avtobus najmanj rab 1 uro, da pride do prizorišča. Ogromno te neke logistike, in če res prej že nisi bil na olimpijadi ali pa nimaš mentorja, ki te spomne na to, da bodi saj da si toliko zaveščen, da se znaš vsaj kolikor toliko mentalno pripraviti, te lahko hitro te stvari vržejo iz tira. Ampak če je športnik fizično in mentalno pripravljen, tudi vse to gre skozi. Je pa resno, če še tle nadaljujem, kar si povedala, tukaj pač vsi pač pridejo, že to, da pač sploh prideš na olimpijske igre, je ful velik uspeh. In tam so vsi maksimalno pripravljeni. Pol so te razne nianse, ki se ti poklopijo v plus in v minus, ki v bistvu niti, seveda vsak športnik ali pa pač nek tim skuša vse stvari predvideti, ampak tle pa res toliko enih teh, tako kot je Sara rekla, nekih dejavnikov, ki jih niti ne moreš predvideti. Primer iz atletike, zdaj, ki je bilo v Parizu, tam je bilo vse zaprto okrog stadiona, da ne moreš ti kar s taksijem se tja pripeljati pa iti. Pa si vezan na ene prevoze, ki ti mogoče ne odgovarjajo. In to se moraš prilagajati in pol je res, in res je po mojem
tako kot pravijo, da na prve olimpijske igre se zelo veliko gre po izkušnje. A ne. To se Tako. tudi pač v svetovnem merilu, ni samo to, a ne, in tako da je tlej to pač treba povedati. In Ja. tudi, ja. Se strinjam. Od športnih zgodb, ki bodo recimo meni ostale osebno, Simone Biles, ne, pač, kot se reče, oziroma kot recimo tudi reče v tem dokumentarcu o njemu, pač to so športniki, športnice, ki v bistvu, ko pridejo in ko doživijo vrh, ni to samo vrh njihov, ampak spremenijo celoten šport. Ne. Boksarka Iman Khelif, opozorili tukaj so bili te debate, a ne, o tem, ali sme ali ne sme boksati. Opozorila bi tukaj gledalce in poslušalce, ki jih zanima ta tema, na SOS Odmev podcast na nacionalni televiziji, kjer so naredili res dobro učno uro kolegi novinarji o biologiji, o boksu, o športu, o pravilih razmerju med Mednarodno boksarsko organizacijo in MOK-om in o tej zgodovini obravnave prednosti in neprednosti. Potem recimo meni bo ostal ta poklon gimnastičarka, ne, ko so se... tudi. A ni bilo Ja, lepo, ne? ful Ko so lepo. se bova poklonile in so se poklonile, a ne? Tako. Vse tri temnopolte. Brazilki. Tako, ja, tako. Ja, no, vse so se... Ja, ja, tako. Tako, ja. Potem tista dva turška tekmovalca v streljanju, ne, ki sta v bistvu veliko bolj manj cyber zgledala kot drugi. 7 mesecev noseča egipčanska sabljačica. Ne. To recimo so neke stvari, ki bodo meni ostale. Zanima me, kaj se pa zgodi potem s športnikom, ko pride iz olimpijade domov. Če je bil uspešen ali pa neuspešen. Obstaja potem neko to zatišje, a ne, Ja. ko se vrneš iz tega. Kakšno je to zatišje potem? Ja, jaz lahko iz psihološkega vidika povem, da ne glede na to, koliko si bil uspešen ali pa tudi ne, temu rečemo, se lahko zgodi ta nek post-Olympic depression. To pomeni, da res iz tistega hajpa grejo športniki zdaj v normalno življenje naprej in tisti, ki mogoče nimajo še vizij za naprej in cilja, da bi takoj, po počitku recimo, da bi rekla, zdaj pa vem, kaj me čaka v naslednjem olimpijskem ciklu in šla nazaj na delo, se zna zgodi, da so športniki lahko zelo zgubljeni, ne samo zgubljeni, ampak celo padejo v neko hudo depresijo. To se je zgodilo tudi Michael Phelpsu, ne glede na to, da je dobil 8 zlatih olimpijskih medalj. Zdaj jaz verjamem, da danes, glede na vso znanje, ki ga imamo, na psihološko podporo, ki jo lahko najdemo, da se manj športnikov najde v taki situaciji. Ker v bistvu, jaz lahko iz sebe povem, kaj se je zgodilo po Atenah. Po Atenah, jaz sem bila sicer tam stara 16 let, sem pa šla po izkušnje. In nisem nič od sebe pričakovala, prišla sem domov, v bistvu kar napolnjena, zato ker so se mi izpolnile te sanje. Zdaj, po medalji, pa priznam, da ni bilo tako nekaj ful drugače. Izpolnjena sem bila zato, ker sem dosegla te svoje največje sanje, ampak jaz sem po 48 urah bila že na avionu in šla študirati v Ameriko. In jaz sem se naslednjo jutro zbudila kot Sara, jaz sem še vedno jaz. Res je, da imam zdaj tisto medaljo in to je zame največji blagoslov, da s tem lahko živim do konca življenja in sem ponosna na to, ampak še vseeno se človek rabi premakniti naprej, a ne? In verjamem, da nekdo, ki ni razmišljal o tem koraku za naprej, sploh če je končal kariero, lahko nastopi kar taka huda kriza. No? Če ne veš, kam iskati pomoč, če nisi mogoče istočasno usklajeval in športa in študij, da bi nekako vedel, kaj je še tvoje poslanstvo izven športa, kaj te zanima, v katere vode boš naprej skočil. In je zato noro pomembno, da športniki res saj razmišljajo en korak za naprej. Ali rečeš 6 mesecev pauze, 1 mesec pauze, pa potem naprej v trening, ali pa rečeš, lej, zaključil sem kariero in zdaj grem v te vode. Tako da, ja. Vsi mislimo zdaj, kaj se bo zdaj zgodilo, s vsemi temi medaljami prideš domov, če ne živiš v državi, kjer te tudi finančno podpre in da potem imaš nek budžet, ki ga lahko zapravljaš in živiš s tem udobno, v bistvu se življenje tako zelo močno sploh ne spremeni. Rožle, vaša izkušnja, ko je to drugačno obdobje po olimpijadi? Ja, zdaj to je zelo težko reči, ker pač seveda sigurno je boljše, če si uspešen, ker če si neuspešen na olimpijadi, Tudi, ja. mogoče lažje, ampak
Pač jaz tudi tako gledam na to, da je, kar se le da, da je to pač eno izmed tekmovanj, pač po tekmovanju se gre naprej. Tako da to je to. Drugače pa ta občutek primerjam, mogoče tako, kot je Sara rekla, mi tako intuicija se pojavlja, je tako, kot izpita, ne, ful se pripravljaš na en izpit, ful si želiš, da narediš, ful si, da narediš, pa ga pa narediš, pa to kar. Naredil sem ga, a ne, tako približno, ampak zdaj seveda je tudi pol drugače. Jaz mislim, da na to tudi vpliva veliko dejavnikov, a ne, da zdaj ali si v zaključku kariere, ali si na začetku, ali si mogoče dobro bil pripravljen, pa si imel slab izplen. Tako, jaz mislim, da pač fajn je, da se gre takoj naprej mentalno, a ne, da greš naprej, razmišljaš, kaj boš. Sigurno je fajn, če imaš tako, rečemo, neko tako rešilno bilko, da malo preusmeriš pozornost. Ampak ja, pač za športnika je predvsem to, no, da po mojem olimpijske igre so tako na 4 leta, pa taka fama je okrog pol, si v bistvu vsi malo tako naredimo, tako malo preveč bremena, ne, jaz mislim. Kako močna čustva so na te športne uspehe ali neuspehe vezana? Zdaj, če gresta iz svojega čist konkretnih vajnih situacij. Vemo, mnogi športniki doživljajo tudi duševne stiske, tudi depresija, kot ste omenili. Pač veliko je vezano in na uspeh, in na neuspeh. Prav iz tega dokumentarca o Simone Biles, recimo, ne, ona je takrat na prejšnji olimpijadi pač, se povlekla, veliko govori veliko promovira duševno zdravje, kaj je treba narediti o terapijah in tako naprej. Veliko je tudi sama naredila pri sebi in veliko da na osveščanje drugih. Ampak zanima me to, v bistvu ta čustva, ki jih doživlja športnik, če so uspehi ali pa če so neuspehi. Ja, če so uspehi, je res lepo. In potem te vsi pridejo počakati na letališče in so te neke proslave. Jaz se spomnim, sem imela celo policijsko spremstvo, zato ker je bilo konec avgusta in gužva na cesti, in zato, da sem prišla iz sprejema v Ljubljani na Bled, sem prav rabila policaja, da me je spremljal, in smo šli kar tisti krajni po krajnem pasu do Gorenjske, in so to res lepi občutki proslave, tudi zato, ker vidiš, koliko ljudi te je podpirali, zame, koliko ljudi je ostalo ob 4 zjutraj in navijali, tako da nekaj prečudovitega. In tudi sem bila pa v koži, ko pa po olimpijskih igrah v Londonu, pa nisem dosegla teh nekih pričakovanj, ker rečejo, če je bila pa medalja na prejšnji olimpijadi, bo pa seveda tudi zdaj. Ampak vmes 4 leta sem študirala v Ameriki, sama prala, kuhala, pospravljala, čist drug lifestyle, nisem bila 1000% samo športnica in sem realno vedela, da medalja ni realna. No, tako res sem. In sem prišla domov in je težko se nekako zagovarjati. Zato, ker potem so tudi malo manj prijetna vprašanja, počutiš se, kakor da se moraš zdaj, da moraš upravičiti, razložiti situacijo, kako je prišlo do tega. Najbolj ti pa paše, da samo se umakneš in da si, saj meni, da sem bila v krogu svojih najbližjih, svojih najdražjih, ker tam dobiš tisti neskončen suport in ljubezen, to, kar v bistvu rabiš. Ker še vseeno konec koncev mi športniki tudi nismo ta sam rezultat. Sploh takrat, kaj je slab. In da veš, da te imajo radi, zato ker si ti, ne zato, ker si zdaj z medaljo okoli vratu, je to tisto najbolj pomembno. Pa seveda, da ima športnik v tistem trenutku tudi neko zdravo pamet, da lahko gleda na stvari iz širše perspektive, in da reče, glej, ko bom gledala nazaj čez 10 let, bom pa verjetno še vsem dosti ponosna nase. Recimo, polfinale je bil še vedno kar velik uspeh, se govorim. Ampak v tistem trenutku je hudo. Prejokaš, se zjokaš, kličeš domače, se objemaš malo in to je to. Kakšni so ti pritiski, Rožle? Zdaj jaz mislim, da je to treba malo secirati. Se pravi, ena vrsta pritiskov je pred tekmo, ko se pripravljaš, tisto, ko se bliža, samo pol drugo je tisto, kar je na tekmi, ki je tako kot tekme potekajo, pa je pa ta v bistvu zadnji del je pa v bistvu to po tekmi, da se mi zdi, da prej si bolj tako pod nekim stresom pa pritiskom, pol si pa bolj tako emocionalno
prazen, recimo, če lahko temu tako rečemo. In tlep se strinjajo s Saro, v bistvu olimpijske igre, pa tako je športnik usmerjen naprej in skozi gledaš naprej, zaključiš tekmo, greš naprej, skozi kva boš naredil, kva boš. Tako da v bistvu vse to v bistvu šele pol za tabo pride, ko se pol mal, ko zaključiš kariero, par let, pol pride kvas dosegu, pa takrat si pa v bistvu zelo bolj robotski, greš bolj sam naprej in ja, je sigurno, no, pa tudi te situacije so pač odvisne, pač malo tudi v spletu okoliščin, kako se ti obrne ta, recimo po nastopu, zadovoljstvo, nezadovoljstvo in tako naprej. Ampak mislim, da tako, tudi tle ima mene malo ta naša slovenska mentaliteta mota, ker pričakujemo, da vsak slovenski športnik šel na olimpijado, pa kar kolajno domov prinesel, v bistvu malo smo nerealni v tem pričakovanjih. Jaz mislim, da tako, da vsak slovenski športnik, ki že gre tja, je to super uspeh, da sploh če gledamo, koliko nas je, kakšne imamo pogoje, kakšni so finančni vložki, kakšen je suport športnikom, tako da moramo biti že s tem zadovoljni. In tle jaz mislim, da je tle to pač miselnost treba pri nas spremeniti in pol bojo tudi športnikom lažje in tudi mogoče bojo pol še boljše rezultate lahko dosegali, ker bojo v bistvu imeli tako bolj občutek podpore, tudi ko niso uspešni. Ja. Ko jo verjetno najbolj športnik potrebuje, ne? Ja, seveda. Takrat je pa takrat najlažje biti glasen, sploh kot zunanji opazovalec. Če pa nisi v njihovih čevljih, pa ne razumeš, kaj vse je bilo sploh potrebno, da je prišlo do tega že uspeha. Ker kljub temu, da veliko govorimo o temu, da se moramo boriti proti tem negativnim komentarjem, da moramo paziti, da besede tudi prizadanejo. Recimo zdaj je bila ta akcija Navijajmo pametno, kjer so tudi športniki opozarjali na kako uničujoče so lahko besede, konkretno Janja Garnbret, Tine Urnauer, Anita Horvat. Pa vendar se je zgodilo, da je judoistka Kaja Kajzer se je umaknila iz družbenih omrežij prav zaradi teh ogromne količine vseh negativnih komentarjev. Mislim, da ste vi, Sara, za STA rekli, da ste dali vedeti, da bi bilo še najboljše, da športniki ne berejo teh komentarjev, da se umaknejo od njih. Kot ste rekli naprej, da je družina tista, s katero se povežete. Tisti glavni imajo tvoj WhatsApp ali pa telefonsko številko in te pokličajo. Jaz verjamem, da komaj čakaš, recimo, če si šel prvič na olimpijske, en tak primer, da komaj čakaš, da objaviš to sliko z olimpijskimi krogi in to deliš s celim svetom in svojimi fani. To čist razumem. Mogoče kakšen prostorček za to, kakšno sliko objavo. Ampak jaz recimo danes, hvala Bogu, mi takrat nismo imeli tega, res, the best. Da rečeš, glej, en teden me zdaj ni, ker še vseeno je to tak velik riziko, ko boš ti odprl tisti post, pa če je to po nastopu, ko ni bil najbolj uspešen. Danes lahko 10.000 ljudi komentira v sekundi. In ne glede na to, da je 9.000 komentarjev pozitivnih, boš ti tam enega na koncu zapomnil, kaj je negativen. In jaz kot športnica bi rajš rekla, ta teden me ni, hvala za podporo, hvala, ka mi pišete in bi se držala bolj tistih domačih, ki imajo mojo številko. Če mi že kdo hoče zaželiti srečno. Kako gledate na te negativne komentarje pri neuspehih, ko se verjetno športnik že sam pri sebi, mislim, on je tisti, ki najbolj verjetno trpijo, potem pa še vsak, ki je couch selektor doma. Ja, mislim, to je res, da to tudi iz mojega profesionalnega področja, v bistvu tukaj se sploh ljudi ne zavedajo, koliko v bistvu škode povzročajo. Tudi ne samo tako športniku, kot vezano na športno kariero, ampak tudi kot vezano na njegovo osebnost. In meni je v bistvu ta zanimiv fenomen, recimo, če gledamo ameriške športnike, kako so v bistvu nastopači, kako v bistvu se po domač povedem ven mečejo, če bi to en športnik naredil, ga po mojem tako povozil, da sploh ob neuspehu. In v bistvu tle, mislim, da je potrebno in ta akcija je bila meni zelo všeč, ker se mi zdi, da to je treba ozaveščati. In v bistvu vsak, ki recimo slabo namerne poste piše ali pa tako, ko naj se proba postaviti v kožo tega športnika, če bi njemu napisal, tako jaz vedno tako rečem, principu gledala, in mislim, da je to, da je
to zelo neprimerno, v bistvu tudi ne fair do športnika, če bi že tako rekla. Tudi vidimo, kako se je pri nas v preteklosti že zgodilo s kakšnimi športniki, ki so bili dobri, so jih kovali v zvezde, potem pa tako istega, ne? Uspeh, istega, pa te isti, da na koncu celo. Tako da, to jaz mislim, da je treba in tle je veliko zaveščanja, treba tudi pač medijske hiše, pač po mojem lahko zelo veliko pripomorejo k temu. Tako da v bistvu to je ena taka področje družbene odgovornosti, ki jaz imenujem, da pač vsi lahko damo en kanček v ta mozaik, da se v to izboljšali v dobrobit mladih športnikov, da jim pa tudi pač teh, ki so zdaj. Tako da mislim, da je to zelo pomembno področje, ki se po mojem daje premalo poudarka. Vi ste doktorirali iz teme družbeni vplivi na pravno urejanje športa. Vi ste pa v bistvu delali diplomo v Kaliforniji, na Berkeleyju, ne? Ja, to je bil pa magisterij v San Diegu. San Diegu, tako je. Zdaj, čisto konkretno, to se zelo dotika tudi vašega torej strokovnega področja. Tako imenovani flow, tako imenovana uspeh oziroma takrat, ko je športnik na vrhu. Kaj je tisto, kar odloči, faktorjev je seveda ogromno, ampak katere bi vi izpostavili? Ker lahko je nekdo natreniran zelo dobro, pa potem recimo pridejo olimpijske igre ali neko veliko tekmovanje, tako kot že prej omenjena Simona Biles na prejšnjih olimpijskih, pa se stvar ne poklopi. Oziroma, kot rečejo, da se zdi, da v bistvu telo ni posinkano z glavo. Tako. Kaj je to, kar se zgodi, da telo, čeprav natrenirano, ne sme biti tudi pretrenirano, ne sme priti do izgorelosti. Kaj je tisto, kar povzroči, da telo ni povezano z glavo? Ja, recimo, ko ste že omenili Simone Biles, pri njej je bilo zelo vidno to, da so to neke hujše notranje travme, ki so zelo podzavestne in seveda, ko se človek s svojo podzavestjo ne sooča na ta način, da ozavešča, da pripelje na površino vse tiste demone, ki se skrivajo od znotraj, se zna zgoditi v svetu športa, da telo odpove. In glava, ti še vseeno misliš, da bo vse ok, da si redi, pa se lahko prepričuješ, ampak če znotraj nekako duše, ne vem, kje je to točno zakoreninjeno, ni tiste svobode, igrivosti, odločnosti, soverenosti, da ti greš brez da imaš kaj za zgubiti, in tukaj glava igra tako ogromno vlogo, potem se lahko en krč na mišici zgodi na obrazu, meni pri plavanju. Jaz zategnem malo čeljust in zaradi tega manj sproščeno diham. In ker manj sproščeno diham, se mi hitreje dviguje laktat v mišicah. In ker imam toliko večji laktat, plavam na koncu lahko tudi 3 stotinke počasnejš. In 3 stotinke že pomeni olimpijske medalje. Tako da zame na vso srečo je ta psihološka priprava naredila res tako, je bila tisti odločilni faktor, da v najključnem trenutku oddelam tisto najboljše, kar znam. Ker ti na koncu moraš dovoliti telesu, da oddela tisto, kar zna. Ne moreš se prisiliti, kar zdaj pa moram. Ali pa če greš v kontra, pa si misliš, pa ne vem, če sem dosti pripravljena, a mi bo ratal, mi ne bo ratal, me v ta prehtela, kaj pa če me v ta prehtela, kaj pa če na medalje. Ti se lahko zelo, zelo hitro kot športnik zaciklaš v negativne misli, ki te vodijo preveč v preteklost, ali pa se zaciklaš v neko prihodnost. Tako da če ne znaš uravnavati vse tistega, kar se dogaja v glavi in telesu, mentalno in fizično, ker fizično telo pod adrenalinom lahko plitko začneš dihati, zaradi zelo plitkega dihanja spet krč v telesu, in to se na centimetrih, milimetrih in stotinkah pozna. In zato je psihološka priprava tako zelo pomembna. Ne zato, ker je to moj poklic, ampak če bi se tega res zavedali, pa zavedno lotili in izpostavili, da je tako pomemben kot fizičen trening. Jaz verjamem, da tudi naši športniki kdaj v ključnih trenutkih bi še lahko bolje oddelali. Ampak vi ste to delali že kot majhna deklica, ne? Jaz sem bila stara že 12, Vam je mama svetovala vizualizacijo in rekli ste, da za razliko od vašega brata, ste se vi pokrili z brisačo ali ne vem s čim in vizualizirali tekmo, skratka, ko ste bila še deklica. Ja, to imam še na kameri posneti. Ja, 12 let sem bila stara, sem se usedla v kot, pokrila z brisačo in v glavi ponavljala svoj nastop, ki me čaka čez 10 minut. Potem sem pri 16 letih
to že začela leta in leta vnaprej delati. Se pravi, ne samo 10 minut pred tekmo, ampak recimo 2-3 leta pred tekmo. Jaz sem vizualizirala svoj olimpijski nastop v Pekingu že leta 2006. Tako da 2006 sem začela, 2008 sem bila na štartu. To je bilo najmanj 300 vizualizacij, preden sem tja prišla. In jaz zdaj, ko razumem to iz nevrološkega področja, glava mora biti pripravljena vnaprej. Ker tam en faktor, ki te lahko zmoti, ali pa že to, da te v mišici nekaj boli, lahko povzroči paniko, nesigurnost, strah. In da potem takrat ostaneš miren, priseben, prisoten, čustveno stabilen, zahteva trening. Ne more se to kar tako samo od sebe odklopiti, saj bom že nekak. In to se leta vnaprej trenira. Rožle, kako pa recimo iz vaše izkušnje pri skokih v višino, recimo, kako dosežeš to kombinacijo tega, da v bistvu ima tekmovalec nadzor nad svojim telesom, da je ta kontrola, da pa hkrati je tudi ta igrivost, o kateri je Sara govorila, ki lahko v bistvu... Kako ste recimo vi delali? Vi ste delali tudi te mentalne priprave takrat? Tudi, čeprav v tistem času, ko sem jaz, to je bilo še zelo v povojih tle pri nas, da ni bilo tako, kakor je zdaj, ker zdaj imajo športniki veliko več možnosti. Tudi to področje se je po mojem zdaj tudi v Sloveniji dosti bolj razvilo v zadnjih 10 letih, po mojem. Tako da, jaz mislim, da je to, da v bistvu jaz temu prav rečem, ne psihološka priprava več, ampak psihološki trening je po mojem ravno toliko pomemben, kot fizičen trening. Mislim, da se tega premalo zavedamo. K sreči se zdaj to v Sloveniji vsem dosti razvili, dosti možnosti imajo športniki, zdaj se tega zavedajo, ali ne, ker včasih je bilo tako, tudi neka taka miselnost, čakaj, se čim dalj stran od psihologov, zato ker to imaš pa samo težave čez, a veš, tako, tako da to se je zdaj spremenilo, tudi možnosti veliko. Mislim, da je to tako najmanj, kar lahko narediš za uspeh, da v tem smislu, da ti lahko še toliko pa toliko treniraš, če pol ne moreš realizirati, in je zelo pomemben, je pa tako, ko si dober, da je tudi pol glava boljša, to je tudi treba povedati. Zdaj, če sicer je fajn, če ti tudi zraven še treniraš, da tudi psihološko, ampak se mi zdi, vsem gre to z roko v roki. Seveda, če ne dosegaš rezultatov, čeprav, veš, jaz sem recimo 2007 imela najhujšo krizo v svoji karieri. In če bi si takrat dovolila, da to vpliva na mojo samozavest, ker fizično ni šlo nikamor, fizično sem se utapljala vsak dan na treningu in jaz sem v bistvu vsak večer prišla domov, zbrisala ta trening v svoji glavi in ponovno sem ga odplavala v svoji domišljiji, tako da sem slišala druge rezultate. Pa veste, zakaj je bila ta kriza? Takrat? Ne, fizična kriza, telo se ni premaknilo, ne vem, mogoče kakšna pretreniranost, utrujenost. In v bistvu, kaj sem jaz takrat sama se poskrbela, da ne glede na to, seveda, ampak veš, če smo mi samo odvisni od teh rezultatov in fizične pripravljenosti, pa ti hitro lahko, ko ne gre tako dobro, rečeš, zdaj mi pa samozavest niha. Se pravi, da samozavest niha, ko nisi fizično v redu. Niha že. Ampak ti lahko svojo samozavest ne glede na to krepiš in ohranjaš in verjameš, da pa čez 6 mesecev bo ta fizična situacija drugačna. In zato je glava tukaj toliko pomembna, ker lahko ti rečeš takrat, se tole ne vem, če bo šlo skozi s takim telesom, s takim treningom in se hitro lahko pripelješ v neko luknjo. Če pa ti mentalno ohranjaš to moč in vero vase in vztrajaš v zdravih merah, ne pretiravaš, se pa lahko situacija tudi hitro preobrne. Ampak sigurno pa je, takrat, ko ti gre dobro, takrat, ko imaš rezultate, to potrjuje, da si pripravljen in mi športniki rabimo ta rezultat. Ampak takrat, ko rezultatov ni, pa še vse nič ne pomeni. Se lahko stvari obrnejo. Vi v svojem poslu, zdaj, ki ga imate, svetujete poslovnežem, ampak tudi veliko športnikom, ne? Ja, največ športniki, glasbeniki, baletniki. Kaj pa bi iz vajinih izkušenj, iz vajinih športnih poteh svetovali nekomu, ki je zdaj na začetku kariere ali na vrhuncu kariere? A so bile kakšne napake, ki sta jih sama vidva naredila, pa da se vam zdi, da ste naredila napako
na svoji športni poti in da bi rekla, tega se pa izogibajte. Recimo, Neža Klančar je lani za Siol govorila v enem intervjuju tudi o tej fotografiji, ki jo ima, ko je bila mala deklica, a ne, z vami, Sara, ko ste dobili medaljo na olimpijskih. In ona je recimo rekla, najboljše od vsega skupaj je to, da Sara Isakovič zame ni več samo moja vzornica, kot je bila takrat, ko je bila pač mala deklica, ampak je tudi moja prijateljica, oseba, s katero se lahko pogovorimo o vseh temah, je tudi oseba, ki mi pomaga na moji športni poti in mi svetuje. Mislim, da ne bi mogla imeti boljše vzornice, prijateljice in mentalne trenerke v eni osebi. Ampak vsi nimajo verjetno take sreče, ne, da imajo neko tako oporo, da se lahko na nekoga naslonijo. Kako pomembni so recimo ti stebri neke stabilnosti ali pa da imajo športniki nekoga, ki je že bil v športu, mogoče v istem športu, ki ga lahko vprašajo za nasvet, ki se lahko tudi kaj naučijo iz njegovih recimo napak, Rožle. Ne, to je sigurno res. In jaz tudi mislim, da je pač v Sloveniji, po mojem, jaz občutek, da se premalo dela na tem, da bi bivši vrhunski športniki ostali v stiku z športnimi panogami. Tako načeloma, če bi pogledali, načeloma športniki vrhunski, ki zaključijo, pač žal niso vpeti, mogoče še v kakšnem klubu na zveze, pa sigurno ne, ali pa zelo redkost je to, bolj izjema kot pravilo. In jaz mislim, da je ravno to, da v bistvu kot bivši vrhunski športnik, kot vrhunski športnik, da si prisoten pri mlajših, ker jim v bistvu ti čist neko drugo samozavest vlivaš, čist drug odnos do tekmovanja, kot pa nekdo, ki te izkušnje nima. In jaz mislim, da je to v bistvu ena taka zakladnica, katere se v bistvu po mojem premalo zavedamo, da recimo če bi bila zdaj Sara trenerka nekih mladih punc ali pa fantov, bi to na njih mentalno in pač motivacijsko čist drugače vplivali in bi se čist drugače po mojem njihova športna pot razvijala, kot zdaj ne mislim nič slabšalno ali pa negativno, ampak pač je to tisti plus, kot pa nekdo, ki recimo ni bil nikoli na takem nivoju, zato ker vsem, zdaj sorry, kad tebe uporabljam, ampak lahko vse, pač ona je bila recimo olimpijsko kolajno osvojila, bila je na takih tekmah, šla je čez take strese in ona v bistvu dojema, nastop na nekem plavalnem mitingu, po mojem čist drugač, kot pa nekdo, ki v bistvu sploh mogoče nikoli sploh ni tekmoval. In je v bistvu to tisto, kar jih v bistvu se otroci že v samega začetka čist drugačen v okolju so, to, kar je bilo prej rečeno, da v bistvu lahko veliko višji zrastejo, kot pa če ne bi bili, po mojem. To je moje mišljenje, mogoče se motam, ampak ja. Hvala, jaz se čist strinjam, ker midva sva oba dala to skozi in ti točno veš, v kakšnih trenutkih rabiš nek nasvet. Ali pa takrat, ko se nekaj dogaja, pa si isto dal skozi, pa rečeš, glej, mogoče lahko to pogledava iz druge perspektive. In po tolikih in tolikih letih, zdaj, ko sva starejša, tudi bolj modra, potem otroku lahko, pa mladostniku, najstniku, tudi starejšmu, čist drugače svetuješ. Trenerji so ključnega pomena, trener te fizično pripelje do neke točke, ampak nujno rabiš nekoga, da pokličeš, ki ni trener, ki ni starš, ki ne vem, ki te mogoče včasih ne obsoja ali pa žal ali pa da ga preveč skrbi zate. Rabiš nekoga totalno izven vsega tega, da ga lahko pokličeš, mu zaupaš. In z Nežo imava midve čudovit odnos, jaz sem tako rada in sem bila najsrečnejša. Jaz sem bolj jokala za njeno 6. mesto, kot za svojo medaljo. Ko smo kričali, jaz sem tako kričala, takrat sem bila že doma pred televizijo. In ji prvoščam res iz vsega srca in vsakmu mladostniku res, in zato tudi jaz delam na tem področju, da potem zdaj mentoriram mlade in jim čim več mojega znanja predam, ne samo na področju psihologije, ampak čist vsakodnevnih praktičnih nekih pristopov, kako lahko ti zoptimiziraš svoje delovanje, kako se lahko boljš počutiš, kako lahko sebe bolj razumeš. In mislim to. In če bi se mi skupaj spravili, ne vem, tako res par naših velikih športnikov naredili kampe za otroke, veš, koliko je v tujini športnih kampov. Vsako poletje se dela z olimpijci, pa niti nujno z olimpijci, to so samo zelo izkušeni, recimo plavalci, ki temu rečemo ta giving back, oni dajo nazaj svojemu komunitiju. In že to, da ti vidiš nekoga, ki se pred tabo pojavi in reče, wow, on je bil na olimpijadi, že otroku da to neko upanje in vero, če je to njegova želja, da pa en dan je tudi on lahko tam. Že samo prisotnostjo. Si ti nek vzornik.
Tako da tukaj imamo še veliko prostora za napredek. So temne plati športa, športne kariere, treningov, anksioznosti, tega, ko je športnik na dnu, ko je pretreniran, ko ne gre nič dobro, ko je depresija. Veliko več se o tem govori, kot se je včasih. Mislim, zdaj se je sploh začelo govoriti, ampak a se še vedno premalo? A je to med športniki samimi še vedno tabu tema? Jaz mislim, da je pač to področje se je ful razvilo. Da jaz mislim, da to področje, bi rekel, kot če jaz ocenjujem, rečemo tega širše slike športa oziroma tega pomena športa, ne samo za posameznika, ampak tudi za neko družbeno skupino ali pa družbeno skupnost, se je v zadnjem času res razvil. In v bistvu jaz sem imel to srečo, da ko sem sodeloval pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, ko smo napisali to tako imenovano Atlas Declaration, se pravi listo pravic športnikov. Takrat je v bistvu, to je sprejetje bilo 2018, in jaz to pravim, to je tako mogoče malo karikirano. Takrat so športniki v športnem, se pravi olimpijskem gibanju dobili osebnost. In jaz mislim, da je to vseeno, tle je še veliko prostora. Mislim, da je to zdaj se začelo govoriti, kar je dobro, zato ker predvsem to odpira vsem tistim, ki imajo res hujše težave, ki so v bistvu še bolj zaprti, da si upajo, predvsem tudi te mehanizmi, da so se rečemo odprli ali pa začeli razvijati. Zdaj, kar se pa tiče Republike Slovenije, na enih področjih smo relativno uspešni, ampak pa nas je predvsem ta tempo malo odzadaj. Malo zaspimo. Ja, se pa seveda vsi prizadevamo, se zavedajo, tudi odločevalci, vendar ja. Vi ste Rožle na funkciji varuha pravic športnikov že kar nekaj časa. To je funkcija, ki sicer sodi organizacijsko pod ministrstvo, ki ima pod sabo tudi šport, čeprav ste neodvisni, samo finance vam oni zagotavljajo. Za katere primere, prej sem malo o tem govorila že zunaj, ko so se pogovarjala, se največ obračajo športniki na vas? Skratka, med korono vem, da zaradi teh primerov, ko so bili vezani na te koronske čase. Veliko, pravite, dobite primerov zaradi izračunavanja nadomestil za prehode, za prestope med klubi. Kaj so še kakšni pomembni ali pa zelo številčni, recimo, primeri? S čim se največ ukvarjate? Zdaj, te primeri so zelo pestri. To, če ste pogledali tudi moje letno poročilo, pač so zelo pestri, se razlikujejo. Zdaj zelo velikokrat se obrnejo recimo športniki, to imam sploh recimo tudi dostikrat olimpijci po kakšne nasvete, recimo vezano na financiranje, dostop, recimo kakšni klubi, kdaj je vezano dostop do objektov. Tako da v bistvu po neko informacijo, kaj lahko pričakujejo, kakšne so pravne podlage. Recimo zdaj v zadnjem času je bilo zelo veliko primerov vezanih na registracijo in kategorizacijo športnikov. Zdaj tukaj imamo po mojem premalo časa, da bi se to širše tega dotaknili. Tako da je pa tako, kot je bilo v COVID krizi, so bili primeri vezani na COVID, se pravi vse te družbene spremembe, družbene okoliščine vplivajo tudi na to, kjerih primerov je malo več, kjerih je malo manj. Drugače, zelo velikokrat se tudi športniki obrnejo na mene z recimo vprašanji vezani na imenovanje v reprezentanco, nastop na prvenstvih in če dalje več je tudi primerov vezanih na financiranje, kako pač pogodbe s klubi, zvezam in tako naprej. Brala sem, da v enem intervjuju, da menite, da bi morali več narediti glede nasilja v športu, da recimo mnogi trenerji nastopajo z pozicije moči. Ali športniki in športnice tukaj vejo, kakšne so njihove pravice? Ali je vzeto v zakup, da je treba trenerja, ne glede na to, kako se obnaša, spoštovati? Tle ugotavljate vi težave? Ja, mislim, tle je pač to področje je pač v Sloveniji popolnoma nerazvito, te oblike, vseh oblik nasilja, da zdaj tukaj teh segmentov je več, da zdaj tle sta dve zadeve. Tukaj ne gre samo za trenerje, ki lahko izvajajo nasilje, so tudi športni funkcionarji, ki se zelo velikokrat zanemarja, predvsem to psihološko ali pa verbalno nasilje oziroma razne zlorabe. Pač vedno, ko imamo nasilje, izhajamo iz ene
iz pozicije moči. To je lahko tudi, recimo, bom rekel, športnik, ki je fizično močnejši, pa ima trenerko, lahko izvaja na trenerko nasilje. Se pač teh poti ali pa smernice je zelo velika, da tudi oblike je zelo, zelo velik. Je pa dejansko res, da predvsem za te, rečemo, ne toliko tipljive oblike nadlegovanja bi rajš uporabil besedo, ker imamo nasilje in nadlegovanje, pa so je pa pomembno to ozaveščanje športnikov, kaj pomeni to, da zdaj v zadnjem času, tudi zdaj smo videli določene primere, ki so bili izpostavljeni ali pa ki je že bil izpostavljen, se pravi, recimo, verbalno-psihološko nasilje, da potem recimo nasilje preko, to tako imenovano cyber nasilje, se pravi nasilje preko spleta. Tudi ne glede na to, v Parizu smo videli, da so recimo kamermane odpuščali, ker so kazali neprimerne prizore, recimo, ko so snemali. Ženske športnice. Ja, tako da v bistvu to področje je zelo široko, recimo tu treba je povedati, da tudi recimo nasilje obstaja recimo med športniki, se pravi znotraj ekipnih športov v garderobi, tako da to področje je zelo široko, treba ga je naslavljati, zaradi tega, ker v bistvu treba se zavedati, da v bistvu vse te, da pač itak v osnovi to pač nedopustno, škoduje se posamezniku, osebnosti, po drugi strani pa tudi celoten šport kot neka družbena vrednota zgublja, kot neko poslanstvo športa se zgublja prek tega, in če hočemo šport v taki esenci ohraniti, je to neizbežno. Jaz mislim, da tukaj vsak se zatiska oči, da to pač mi ne rabimo, ali pa da ne gre, je pač po mojem tako. Ali pa da je to normalno. Veš, tudi ta izgovor je zelo pogost. Ja. Sorry, jaz sem te prekinila. Samo tako, da povem, da je kar že nek standard, kakor da rečejo, če so vsi drugi to pretrpeli, bojo pa še danes ta mlade generacije. Ampak se mi zdi, da smo toliko bolj ozaveščeni, da toliko več vemo o tem, kaj je prav in kaj ni prav, kakor, ne vem, se je dogajalo, naša generacija je tudi marsikaj slišala na bazenu. Pa je bilo to kakor normalno in doma o verbalnem nasilju zdaj govorim. Oblike različne. To so, mislim, zdaj, šlo kdaj direktno, a kdaj bolj nedirektno, ampak so besede, ki definitivno ne spadajo na športno prizorišče. Jih pa otroci, najstniki še danes seveda, slišijo. Pa ne samo, se tudi v šolah, če bi tukaj, meni se pa zdi, da bi najbolj bilo, če bi v šoli začeli. In kot neka inštitucija, da nekako opolnomočimo mlade z čuječo komunikacijo, s spoštovanjem, s pravimi vrednotami. To se sicer izhaja od doma in verjamem, da tudi sama družina doma veliko lahko naredi, ampak eni otroci niso tako privilegirani, rastejo v hudih okoliščinah in verjamem, da se tudi tam kaj dogaja. Ampak še vseeno na športnih prizoriščih, ko ti kot športnik prideš tja, garati in delati, rabiš imeti nekoga, ki verjame vate, ki te ceni, ki te spoštuje, ki te zna spodbujati takrat, ko je to najbolj težko. In najbolj me duša boli, ko nekdo reče, veš, ne rab vsak spodbudnih besed, enega se nakur, pa potem rata bolj motiviran. Psihološko gledano to ni res. Lahko to naredi veliko škode. Ja, veliko škode. Res je mogoče, da kakšen otrok zna to pretvoriti, to jezo, bes, frustracijo, kdaj žalost v večjo moč in eksplozivnost in pretvori to v energijo v bazenu za boljši rezultat, večina pa ne. In zato se mi zdi res to ozaveščanje toliko pomembno, če si v taki vlogi, ko delaš z otroci, je tvoja primarna naloga, da si en velik ozornik po obnašanju, po načinu pogovarjanja in en mentor, ki zna to generacijo spraviti. Ne samo na športno, visok nivo, ampak tudi v življenju, dvigati kvaliteto življenja. Ne, mislim, da se to strinjam. Tudi tle je mogoče preveč fokusa na trenerje, tle je pač celotno vsi, ki delajo v športu. Se tudi recimo priznamo zdravnike, ki so marsikaj naredili, ampak jaz bi sam tako mogoče malo... Spolne zlorabe. Ja, seveda. Recimo, to je bila recimo ameriška gimnastična. Tako, recimo, ja. Ampak mislim tako, mogoče malo, seveda ni to edini faktor, da se razumemo. Poglejte v Sloveniji, koliko bivših vrhunskih športnikov
je v bistvu nekako z razočaranjem zapustil šport, pa se noče več v šport vrniti ali pa noče nič med športom. Tukaj vam da odgovor in zelo verjetno, jaz sem skoraj zelo verjeten, da je v bistvu zelo veliko stvari bilo ravno iz tega področja, o katerem so govorili, da se je to zgodilo. Ne, da. Tako da v bistvu tle si moramo malo gledalo nastaviti in se vprašati, zakaj je to. Mogoče je to neka ideja, da mogoče kdo, ki ga bo zanimalo to, da se malo s tem poigra, ampak jaz mislim, da nismo daleč od resnice, da so v bistvu vse te nepravilnosti, takšne ali drugačne, botrovale, da pol športnike zaključi, da noče več imeti nič. Zato, ker takrat, jaz mislim, da vsem to mogoče Sara bolj že, ko si ti noter, imaš ti en cilj, pa marsikaj greš čez, tako tudi na treningu moraš iti malo čez, ti sem zobe, kaj težko, Pa, ko se enkrat malo tega oddališ, pa vidiš, kje je bil, kva se je dogajalo, pa mogoče malo druge plati življenja še vidiš bolj kot prej, je pa to pol groza. In jaz mislim, da tudi depresije, pa vse to tudi iz tega izhaja, ker vidijo, v kakšnih sredinah so bili, kva se je dogajalo z njimi, kakšne možnosti so imeli. Ker športnik vedno gre z nekim upanjem. Seveda. Pa tudi ti zaupaš tudi temu človeku, ki te vsak dan trenira, z njim preživiš več časa, kot s svojimi starši. In si v nekem podrejenem položaju in kar nekako toleriraš tisto, kar je tam, ker druge opcije nimaš, cilje imaš. Zdaj, če hočeš zborbati in sfajtati do tistih stopničk na olimpijskih igrah, greš tudi skozi to. Ene to nič ne prizadene, drugi pa lahko tudi zaradi tega nehajo. Še preden so sploh dosegli kakršenkoli potencial. Rožle, videla sem za Seul leta 2017 upozorili, pa me zanima, koliko je to še vedno problem, da se nekateri klubi za prestope zaračunavajo nadomestila že pri otrocih starih manj kot 10 let. Da se to sicer lahko počne, se pa zdi moralno sporno. A je to še problem? Zdaj tako je. Zdaj to je pač bilo toliko nazaj, zdaj od sprejema zakona o športu, da je to pač vseeno v Sloveniji do določene mere reguliran. Moram reči, da za področjem še ne moramo biti zadovoljni, še je malo ta dvojna morala, zatiskanje oči oziroma bi rekel iskanje, v bistvu skrivanje se za nekimi pravili, da jaz mislim, tle tako vedno povem, da pač praksa Evropskega sodišča je jasna, da jaz mislim tudi, da je pošten do športnikov, da če se že govori o nekem zaračunavanju, da je to pač na neki realni osnovi, ne pa kar fiktivno oziroma zato, ker si bil član, si zdaj po nekih pravilih dolžen to dati. Ne, pač ne se športniku pove odkrito, da tokle bomo mi v tebe vložili, tole boš vse dobil, če boš to in to naredil, v redu, če boš pa prej pač zapustil klub, boš pa pač mogel del tega vrniti, in tako naprej. Mislim, tako, predvsem je to v bistvu, tudi če bi zdaj šli v to oblike nasilja, tudi to, da se pravi iz neke pozicije moči, zato ker ima moč, športnik je nebogljen, nima pomoči, nima možnosti, da se izkorišča položaja, in to. In tle jaz mislim, da je vseeno še kar nekaj, mislim, veliko smo že naredili, tako da se ne bomo narobe razumeli, je pa še kar nekaj težav. Predvsem v bistvu, kar opažam, je, da zelo velikokrat težave nastanejo tam, ker se v bistvu to spusti na en nivo nižji, se pravi na nek osebni nivo. In v bistvu se to pol. In to je v bistvu lahko tudi, kot smo prej govorili, nasilje, da v bistvu nagajaš nekomu zaradi tega, ker si mu zameril nekaj čist drugega, sploh s tem nima veze. Da v bistvu težava je pa to, ker nacionalne panožne športne zveze to s svojimi pravili do določene mere še omogočajo. O športnikih po koncu tekmovalne kariere ste že nakazala. Nekateri ostanejo v športu, mnogi ne. Nekateri so potem uspešni v poslu. O teh je recimo Forbes Slovenija nedavno pisal, Andreja Lončar. Kaj pa drugi? Rekli ste, Sara, da je treba že prej na to misliti, kako ste nakazali. Tina Maze je recimo rekla na Sportklubu, sem prebrala v članku našega Timoteja Ruparja, da je rekla, da je najtežje, ko si športnik. Takrat ves čas skrbijo zate kot za majhnega otroka, 5 ljudi te vozi sem in tja, ubogaš, kar ti rečejo, upaš, da iz tega nekaj nastane. Na startu moraš uporabljati svoje telo, svoje misli, glavo, ampak do tam pa skrbijo zate, voden si. Ko končaš kariero, si kar naenkrat sam doma s svojimi stvarmi. Nihče ne reče, kaj moraš narediti. So mnogi športniki, ker so bili aktivni v tem vrhunskem športu, potem na nek način nebogljeni, nepripravljeni na to, kar bo sledilo?
Ja, sigurno. Če ta oseba ni vlagala časa in truda v čisto nič drugega kot šport, a ne, če je bil to res samo vrhunski šport, zdaj eno je, kot sem rekla, če imaš neko finančno podporo, da saj lahko potem sebe preživljaš, da si vzameš neko stanovanje, da razmišljaš o tem, kaj boš naprej naredil. Če pa nimaš niti enega centa prišparanega, je pa to zelo hudo. Sigurno starši, če te imajo radi, si pri njih doma in kaj razmišljaš o tem, kje se boš zaposlil. Mi športniki pa nismo navajeni sedeti 9 ur na dan, dobro za tvoj študij, pa tudi mi da se dosti presedela, ti si še veliko bolj kjest. Ampak, ne vem, jaz predvidevam, da si se rad učil, jaz sem se ful rada učila in ne vem, jaz sem se ful rada učila. Kaj razle? Po mojem, ne vem, ne poznam, prav veliko se ful radi učijo. Jaz sem se zelo... Brala sem, da ste klicali vsak dan domov, kaj ste se novega naučili v Ja, Ameriki. takoj iz vsakega predavanja. To je bilo fascinantno. A veš, pri nam so bili res profesori legende, pač Nobelovi nagrajenci na področju nevropsihologije in tako je bilo res wow. No, in jaz sem bila čisto navdušena, pa kakorkoli. Jaz sem vedno res rada hodila v šolo in prioriteta je bila vedno šola, šport sploh ne. In zato sem imela srečo, da takoj po olimpijskih sem rekla, ja, lej, zdaj me čaka študij. Sploh ni dvoma v tem, kako naprej niti športno kariero, ampak nekdo, ki pa je pa vse stavil na to, da bo pa v tem športu mogoče pa prišel do olimpijskega odličja, čeprav v Sloveniji redko kdo preživi od tega. Jaz ne vem, kjer šport, mogoče smučanje, saj toliko malo imaš kakšnega sponzorja več, ampak mi smo bili veseli, da smo 100 evrov dobili na tekmi. 100 evrov se danes zapravi dvakrat v trgovini, tako da če ne vlagaš časa in truda v neko drugo področje, ki ti tudi daje občutek, sej tukaj sem pa tudi sposobna, razvijam neko znanje, vidim se v tej vlogi čez nekaj let, potem verjamem, da si lahko zelo zgubljen. Sploh, če nimaš 0 finančne podpore. Potem pa iti v pisarno delati za 9 ur, mislim, da se športnikom zmeša. Ne, to je sigurno res, se jaz Saro strinjam, da jaz tudi tako vidim, tle treba gledati, da če ti si 15 let 15-20. A pa 20, recimo, treniral, pač telo je čist nekako že tudi hormonsko, pa vse si ti imaš neko navajenost, na neko aktivnost, na nek trening in vse to, potem pa res ta preskok, da v bistvu moš ti zdaj pa 9 ur sedeti v pisarni, je v bistvu ne samo mentalno, ampak tudi fizično naporana. In to je pač ena stvar, ki jo je treba razumeti pri tem prehodu recimo na trg dela. Druga stvar, kjer se pa meni zdi zelo pomembna, je pa ta, in tudi sem že večkrat opozoril na to, je pa ta ozaveščenost delodajalcev. V bistvu vsi pravimo, kako so športniki dobri, kako imajo športniki delovne navade, kako se znajo odrekati, kako v bistvu se znajo žrtvovati, predani cilju in tako naprej. Ampak pol se zgodi to, ko prideš na razgovor za zaposlitev, je pa v bistvu vsak sam gleda, koliko imaš delovnih izkušenj. Tako v bistvu, in tle je v bistvu ena taka zadeva, da v bistvu športnik ne samo to, da je to v bistvu en stres, da ti nehaš, da se greš na drugo stvar, pol tudi ta prehod je zelo težek, v bistvu in zelo velikih pomanj tudi v tej fazi obupa, ker ne zmore tega, ker v bistvu prvo je čiži novo, pol pa v bistvu še ne moreš se nekje normalno vključiti. Jaz sem tudi recimo enkrat delal pripravništvo, da je meni bilo to fizično ful naporno, da tam sedeti za računalnikom pa kar naenkrat tipkati. Jaz sem takrat še malo treniral, čisto v zaključku kariere, tako da mislim, tako je, če zdaj za sebe rečem, jaz sem se začel na to pripravljati že recimo 5 let, 6 let, predno sem zaključil, v bistvu plus tega, da sem imel recimo fakt že narejen, sem se začel pripravljati neke rešilne bilke, tako, da in ni enostavno. Tako da v bistvu vsak športnik se more, po mojem, že preden zaključi, se more na to počas pripravljati. Nekje je, da ti prepreči poškodba, pa ne moreš več. Okay, to je pač druga stvar. Ampak če pa le imaš to možnost, se pa moraš razmišljati, kva boš. Fajn je že, da nekaj malo začneš na koncu kariere, nekaj se soočati s tem, ali pa delati nekje, da dobiš ne samo izkušnje, tudi da se malo navadiš, da malo ljudi spoznaš, in tako naprej.
Meni se zdi to tudi zelo zdravo za psiho nasploh, da ti znotraj svojega športa med tistimi prostimi minutami, če že ne hodiš v šolo, se ukvarjaš vsaj z nekim hobijem. Ne vem, je to fotografiranje, je to nekaj, kar ti polni dušo. Da ni šport edino, kar da ni ima. tisto edina identiteta, ker potem res, že tako, ko si konč športa, kako se zdaj predstaviš? Jaz ne vem, si ti, a veš, vedno je bilo tako nekako, ja, plavalka, kaj pa sem zdaj, ja, neče. Tako da je res, to je tako močno povezano z identiteto, da ne vem, meni je to dalo tako svobodo tudi, da sem imela uspeh tudi na drugem področju, pa če ga tukaj ni bilo, nič hudega, sem se razvijala v to in to smer in plavanje je bil potem samo še nek del mojega življenja. In če bi ali pa če bi se v firmah zavedali tudi, pa ne glede, da to športnik, da nimajo izkušenj, ampak res, koliko so kvalitetni delavci, koliko znajo biti predani. V Ameriki recimo se zelo veliko na tem dela, da ne glede na to, da ti na CV-ju nimaš čisto nič napisan svojih delovnih izkušenj, imaš pa vse napisan, kakšne so tvoje kvalitete in recimo tudi dobro vemo zdaj, da v poslu včasih samo znanje ni dovolj, saj če ti je veliko, ampak včasih je pa ta samozavest, odločnost, sigurnost vase toliko zelo pomembna, da ti lahko pripomoreš še vseeno na nek način mogoče tej ekipi, tej firmi. In to, ja, mogoče, ne vem, se bomo tega tudi bolj resno lotili, ampak še vseeno sem pa pristaš tega, da vsak športnik že prej razmišljano. Ja. Pojdimo še k lepim stvarem. Napredek v športu, zdaj smo veliko videli teh primerjav starih posnetkov z novimi posnetki. Kako vidva opažate, kako silovit je ta napredek v športu, recimo v vajnih disciplinah? Gledali smo te posnetke izpred 50 in tako naprej, 100 let. Kako gromozanski so, da si lahko mi laiki predstavljamo ti koraki naprej. No? Ja, zdaj ne vem. Koliko višji skačete? Ja, zdaj v atletiki je to malo drugače. Zdaj nižji skačemo, kot so včasih, ali pa tam v enem vmesnem obdobju. Ampak jaz mislim, da ja, kar se vidi zdaj, da je v bistvu, predvsem jaz vidim tako bolj, kot tudi kot trener, da se je ful v trenažnem procesu se je ful stvari spremenilo, oziroma čisto drugače, kar je včasih veljalo, tako da to pa se ne dela, ali pa to sploh meni pomislil, se zdaj dela, recimo, ne bi rekel tako, en tak primer tekači, tekači zdaj te za srednje proge, ali pa te malo daljše teke, oni trenirajo veliko na kolesu, ali pa v vodi, in recimo to, če pa en rekel 20 let nazaj, pa 10 let nazaj, mogoče rekel, hoče reči čisto drugačni, ta znanje, pa ta razvoj tehnologije, zato so tudi ta špica, rečemo, je ful širša, pa vsak že skoraj lahko se približa te medalje, ali pa rečemo tem vrhunskim rezultatom. Tako da jaz mislim, da predvsem to, da v bistvu tako tudi mogoče to, kar je Sara prej rekla, kva lahko športnik prinese v podjetje, da je tudi to, ta razmišljanje izven okvirov, da kad ti v treningu vedno iščeš neke kvap naredil, da bilo boljš, pa eksperimentiraš, in to je po mojem, mislim, da predvsem tudi to zavedanje te, da pa ta internet je vsem to prinesel, ta pretok znanja je ful večji. Saj danes ti lahko se usedeš na YouTube pa študiraš nekoga tam, ki so ga posneli, kako skače ali pa plava, ali pa to je 10.000 podvodnih kamer, od tukaj, od zgoraj, od strani, od spodaj, in ti imaš zdaj video analiz lahko za vsak milimeter, centimeter, in če imaš prave strokovnjake okoli sebe, ki se tudi spoznajo na to, kako razvijati hitrost, moč, eksplozivnost, tudi plavalci noro delajo tega cross-treninga. Od plezanja, baleta, ni da ni kaj vse počne. Te stare posnetke, ki sem jih omenjala, sem jaz ravno videla, recimo za gimnastiko pa za plavanje. Na plavanje, pa tudi štarti, obrati, se je vse drugače, tehnika, razvija se tako, da si čim bolj hidrodinamičen. Zdaj teh tehnoloških kopalk nimamo več, ampak še vseeno so te finese in zdaj, letos smo imeli zelo počasen bazen, pa zato ni padel noben svetovni rekord, zato ker so Francozi šparali z vodo in so nam 3 metre globok bazen naredili samo 2 metra globok in nažalost ni bilo nobenega svetovnega rekorda, ampak v procesu priprav na olimpijske igre so pa že punce plavale, zdaj 1,52, 200 kravl, 2 Avstralki. Jaz, ko sem plavala 1,54, je bilo že takrat tako, to je skoraj nemogoče.
In jaz ne vem, a en dan bojo plavale punce, kaj je na 46. Ne vem, kje so te meje, pri plavanju jih trenutno še ni. Ja. Ko govorimo o olimpijskem duhu, danes smo probali na šport pogledati veliko dlje kot na same rezultate, in verjetno je tukaj, bi prosila za vajin odgovor, no? Kdaj je šport več kot zgolj rezultat? Kaj vse je ta šport, kaj vse bi šport mogel biti? Verjetno kolegialnost, poklon drugim športnikom, kot smo prej omenili. Kako vidita, kaj bi šport moral biti, razen sam rezultat, sekunde, centimetri? Jaz mislim, da šport je vse to, kaj mora biti. Da sam zelo velikokrat se v tej moderni družbi te vsi elementi zanemarijo. Jaz mislim, da ta esenca športa pač ostaja takšna, kot je. Predvsem pa je zdaj težava, ali pa težava, ki nastaja, ta komercializacija, pa v bistvu predvsem tudi vi mediji zelo v bistvu na to vplivate, da recimo, če pogledamo, recimo, ko sem bil jaz v mojih časih, pa je bil recimo lokalni časopis, pa smo bili mladi športniki noter, da zdaj praktično tega več ni, zato ker se pač časopis ali pa nekaj ne prodaja. Da hočem reči, to je ta družbena odgovornost med nekim dobičkom pa nekim družbeno odgovornostjo. In seveda pol se tudi te vsi elementi, to, kar smo govorili, recimo socializacija, inkluzija, učenje, izobraževanje, se pravi šport za zdravje, se v bistvu pol tudi nekako v tem pol zgublja oziroma ni v prioriteti, zato ker pač je to nekaj vseeno en odraz. In šport je bil vedno, in tudi če pogledamo zdaj olimpijske igre, šport ali pa olimpijske igre so bile vedno en odraz realnosti družbe, da je vedno nek korekcijski faktor. Poglejte, kakšne stvari so se dogajale na olimpijskih igrah, če pogledate v zgodovino nazaj, od nekih bojkotov do nekih takih in drugačnih, rečemo tudi verjeten ta primer te boksarke, da bo verjetno spremenil nek tok, širši družbeni vpliv bo imel, ne bo zato samo znotraj športa, ali pa ne vem, verjetno še kakšna druga so recimo področja, ki so bila v preteklosti, ki jih je recimo olimpizem ali pa šport prinesel v razvoj družbe. Tako da jaz mislim, da to v osnovi ostaja, je in tudi se pač skuša, ampak je pa seveda v tem poplavi teh modernih pristopov, modernega dojemanja družbe, da je pa to v bistvu se zanemarja, zato ker pač ni dosti trendi ali pa ni dosti zanimivo. Je problem tudi to, da mladi ali pa otroci, da v bistvu je šport postal za koga tudi predrag? Vidimo te akcije, zato da lahko mladi trenirajo, je tudi to problem. Tudi pa veliki pritiski, da otroci morajo zelo zgodaj že dosegati rezultate. Da je vse samo tekma, da pride tudi do izgorelosti pri najstnikih. Seveda se tudi pri 13-14 letih nehajo, ampak jaz še vseeno verjamem, res, ko sem večkrat razmišljala, pa tudi veliko predavam po šolah, in vedno sem tako ponosna, da izhajam iz športa, iz sveta športa, da sem bila vrhunska športnica, zato ker je mene osebno šport pripravil na življenje. Jaz ne vem, kaj bi me tako pripravili na materinstvo, na vse, ne vem, na čisto vse, kar delam, je šport doprinesel temu, da sem pripravljena za vse tisto, kar me še v življenju čaka. In sem toliko hvaležna, in šola sama, recimo tako gledam na kakšnega otročka bogega, ker rečem samo šolo hod, ampak recimo, ki nima še neke dodatne veščine, ki bi se učil, ne vem, violino, kitaro, karkoli, da bi risal, da bi ustvarjal. Cel ta svet performansa te tako močno oblikuje v tako, se mi zdi, fino osebo, da si res trden, stabilen, odporen, sočuten, pač v svetu športa, tako kot je Dragič ful lepo zanč rekel. Pač, v našem podcastu? V našem podcastu, tako, pri tebi, pri vas. Da mi se imamo radi, ne glede na nacije, skecisko, ampak se spoštujemo zato, ker smo vsi v tem istem prostoru. Najboljša priprava na življenje, in zato jaz vabim res vsakega, ne nujno vrhunski šport, ampak vsaj neka fizična aktivnost, da glava dela, da je čista, bistra, da se tistih toksinov losa, da se telo prešvica, da si zdrav, še vedno
to jaz nekako verjamem, da je tista baza športa. Pa koliko daleč hočeš priti, se pa samo odločiš, ampak v šport zato, da si ready for life. Jaz Okay, to gledam. zvečer bom šla hoditi, v redu. A boš šla hodit? dobro Zdaj, si po tem zmotivirala. po tem govoru nimam druge. Ja, tako, res je. Hvala lepa Ja. obema za gostovanje v enem podkastu. Res hvala lepa. Hvala tudi gledalcem in gledalkam. Jaz bi si zaželela to rožle, kar ste vi na začetku izpostavili, da mogoče ob naslednjih olimpijskih igrah, pa seveda že prej, da bi se končale tudi vojne, da bi se ustavile v bistvu tudi druge negativne stvari, da bi šport Ja. dobil še tukaj, v bistvu, da bi tudi tukaj doprinesel k dobremu na svetu. Hvala lepa še enkrat. Hvala enako. Ja, hvala.